Lepo pozdravljeni še na sklepnem dogodku tega posveta in sicer na okrogli mizi, kamor smo povabili predstavnike različnih nivojev oblasti in pa, kako ne rečem, tistih, ki delujejo v kulturi, čeprav seveda tudi oblasti delujejo na kulturnem področju. Naj jih najprej predstavim. Poleg mene sedi gospa Jerneja Batič z oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana, potem gospa Metka Šošterič, ki je vodja sektorja za statusne zadeve pri Ministrstvu za kulturo in, kakor jaz razumem, imate samo zaposlene v malem prstu. Vseh 2000. Potem je z nami tudi gospa Anjela Beša, ki je koordinatorka asociacije. Asociacija pa je društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti. In pa na koncu sedi gospa Pjera Ravnikar, vodja projektov v Kinu Šiška. Torej imamo predstavnico javnega zavoda, društva, ministrstva in pa mesta oziroma občine. Ker je naslov okrogle mize od mapiranja kulturnih in kreativnih industrij do konkretnih dejanj, morda v bistvu ohranimo ta vrstni red, ker je tudi posvet tako potekal. Najprej smo v bistvu govorili bolj o mapiranjih in potem smo šli na neke posameznike, na neke konkretne dejavnosti v prostoru ali v kulturi. Tako da morda začnemo z vami, gospa Metka. Torej, če smo pri mapiranju, me zanima predvsem, kako pravzaprav sploh uspe Ministrstvo za kulturo zaobjeti, kaj vse se v kulturi dogaja na terenu, ker dejavnosti so raznovrstne, a obstajajo, imate razvite kakšna orodja in mehanizme, s katerimi sploh lahko sledite tako številnim kulturnim dejavnostim, kot se dogajajo na terenu? Ministrstvo za kulturo vsekakor sledi vsem dejavnostim, na področju kulture, zdaj notranjo je organizirano tako, da pač imamo nekako na krovni ravni razdeljeno na umetnost, dediščino in pa medija, kjer delimo na najvišjem nivoju, seveda pa potem znotraj vsakega direktorata sledijo temu pač pristojni svetovalci za posamezno področje. Glede na raznovrstnost področji in pa na število problemov, ki so je pa nas vsekakor malo, smo pa ves čas tudi v stiku z deležniki na terenu, če se tako izrazim, tudi vodimo civilni dialog na ravni dialoških skupin za samozaposlene in pa dialoških skupin z nevladnimi organizacijami, kjer tudi tam pridobivamo vse te informacije oziroma kaj se dogaja na terenu. Prav tako pridobivamo informacije od drugih deležnikov oziroma strokovnih združenj, teles, tako da jaz mislim, da smo kar seznanjeni, da se trudimo reševati probleme sproti, da pa se seveda pripravljajo tudi razni recimo strateški dokumenti oziroma podlage, ki bodo temelj za neke nadaljne javne razprave. Zdaj, sem odgovorila na... Ta mapiranja pravzaprav gre to bolj za neko tako nesistematična stvar, ali se potem to, recimo, ne vem, jaz sklepam, da predvsem za ta, ko se dela recimo nacionalni program za kulturo, seveda se da neke okvirje, kakšno je zdaj stanje recimo v Sloveniji. Najbrž to redno počnete ali samo o pripravi strateških dokumentov? Mi ves čas seveda zbiramo podatke. Zdaj, po dolgem času, imeli smo manjko, da nismo imeli neke službe za statistiko in analize, kar sedaj imamo in se tudi na tem področju izboljšuje. Tako da seveda mi ves čas spremljamo podatke, jih zbiramo v okviru zmožnosti finančnih tudi nekako naročamo tiste raziskave in tisto, kar bi nam bilo v pomoč pri nadaljnjem delu,
Vsekakor mi ves čas to delamo. Res pa je, da tako časovno kot finančno je včasih premalo tega, da bi imel res tisti celovit pregled, ki bi ga želel imeti. Ne? Tako da sigurno se nekako želimo lotevati, oziroma kolikor je možno, da se lotevamo na sistematičen način. Razen tiste zadeve, ki pač vedno pridejo nepričakovano, tiste pač sprotno delo. Ne? No in ravno v tej javni razpravi na predvsem dva prispevka, ki sta mapirala neke ljudi z ustvarjalnimi poklici ali ustvarjalna podjetja, je prišlo na plan pravzaprav to, da neke te statistične in ustaljene kategorije pravzaprav ne morejo pa zajeti nekih novih pojavnih oblik ustvarjalcev, kulturnih delavcev, nekih novih praks. A ministrstvo ima morda kakšne možnosti, sredstva, mehanizme za tako odkrivanje in a se lahko tudi na neke nove prakse odziva, a ostaja pri nekih teh mapiranih, pri ustaljenih kulturnih kategorijah, torej umetnosti, ki so spet razdeljene in tako naprej. Ali se tudi neke prečanja, neke interdisciplinarne, recimo, kategorije se lahko pojavljajo v teh statistikah ali sploh ni mehanizma za zajem takih ustvarjalcev? Poglejte, mi če želimo operirati z podatki, ki so relevantni, za katere lahko rečemo, da so točni, a ne, se moramo vedno opreti na neke uradne podatke. Seveda pa mi pri svojem delu tudi delamo različne te izračune oziroma iščemo različna prečenja in tako naprej. Ampak to so stvari, ki temeljijo potem na podlagi naših izbora podatkov oziroma zadeva. Ne. Takoj, ko pa operiraš nekaj v javnosti, a ne, vsekakor se pa moraš opirati na uradne podatke, ki so. Tako da se v bistvu ostaja v nekih teh klasičnih kategorijah. Se pa zavedamo, da naprimer, ko se ugotavlja karkoli, ne vem, če bomo rekli zdaj število zaposlenih v kulturnem sektorju, ne, če vzameš nek statistični podatek, je ne vem koliko 24,000, ne vem, zelo velik. In iz tistega ne dobiš tistih podatkov o tistih zaposlenih, ki se dejansko ukvarjajo s tisto dejavnostjo, za kar je za nas bistvene, kar je v javnem interesu. Ne. To so pač stvari, ko si jih mi izluščimo za lastno delo, je pa, če se s tem operira v javnosti, lahko takoj vprašljivo. Ne. Tako da vemo, da so ti zajemi zelo problematični in lahko vzameš tako ali pa tako. Ne. Zdaj, tudi statistika je interpretativna. Ja, vse v tem je problem. Tudi ti statistični podatki so, ko so neki določeni principi zajema podatkov, ki pa ne povejo dejanskega stanja na terenu. Na terenu, ja. No, tudi Mestna občina Ljubljana je v bistvu mapirala kulturne in kreativne industrije. Mislim, da en prvi tak celovit poskus je bil v projektu Creative Cities. Se motim? Je bil. Kaj pa recimo naprej, še vedno analizirate razvoj tega sektorja? Danes smo sicer videli neke te mapiranja v širši ljubljanski urbani regiji, ki so jih delali geografi na ZRCSZU, mislim, da tudi Center kreativne ekonomije, sklepam, da spremlja te stvari, ampak mestna občina pravzaprav ima neko strategijo mapiranja in prek tega spremljanja razvoja teh dejavnosti ali ne? Pravzaprav, da bi se prav sistematično s tem ukvarjali, ne. Je pa dejstvo, da imamo letno pregled in poročanje, ki se tiče strategije, ki je pa narejena seveda na številnih analizah, predhodnih in raziskavah in pravzaprav skozi to dobimo mi kar precejšnji zajem podatkov. To je dejstvo in to tudi redno delamo in tudi tukaj pravzaprav, na primer, zdaj, ko smo delali novo strategijo za novih 5 let, pravzaprav nam je zelo prav prišlo to letno spremljanje podatkov, ker seveda je potem, so neke razmislek o nekih novih usmeritvah bistveno enostavnejše. Je pa dejstvo, da mislim, da se najbolje pravzaprav kaže
kakšni so problemi in kje se pojavljajo seveda neka nova področja, ki jih ne pokrivamo, kjer nismo sposobni pravzaprav reagirati na trenutno situacijo, so razpisi in področja razpisov, ki se za sofinanciranje nekih projektov. Ne. Tukaj pravzaprav najhitreje vidiš, kaj se letno pravzaprav nekje na terenu dogaja in kako pravzaprav je sistem okostenel že 16 let en in isti in pravzaprav ne pridemo do tega, da bi si priznali tudi sistemsko, da so neko področja same umetnosti, ne govorim zdaj širše, kot smo danes veliko govorili, ampak same umetnosti, tako med seboj prepletena, da ti ne moreš reči, eno področje je samo vizualna umetnost in eno samo glasbena umetnost. In že tukaj imamo probleme, pravzaprav kako financirati, ampak tu je pa res problem cele strukture sistema, pravzaprav kako kompleten sistem spremeniti in prevetriti, da bomo prišli mogoče malo do nekih bolj fleksibilnih prijemov. A morda ministrstvo zaznava pač tudi te omejitve sistemske, pa se tudi z njimi ukvarja? Vsekakor, vse zato se včasih želi spremeniti tudi kak razpisa, ne? So bili v razpisi, ki so bili že na primer utečeni, ampak se želi včasih kak razpis malo drugače oblikovati oziroma da pride tudi do povezovanja teh različnih področji. Res je, da je zelo utečeno že, a ne? Da dodatnih sredstev, da bi nekaj delal nekaj novega ni, a ne? Tako da se v okviru ustaljenega pač poskuša malo spreminjati, dopolnjevati, prilagajati, ampak to je zelo omejeno, no? Da bi da bi mi šli čisto v nek nov poskus, v nek nov razpis, v čisto neko novo vsebino, pa to pomeni seveda sredstva vzeti od sedaj ni dodatnih sredstev, ki bi jih lahko eksperimentirali, no, s katerimi bi žal, ne. Najbrž imajo javni zavodi in pa društva, nevladne organizacije, posamezniki, imajo neke vizije, kako bi lahko ta sistem morda tudi malce bolj sprostili. Morda vprašanje za Valdvi, Pjera, morda prva. Kar se razpisov tiče. Ja, zadeva ni tako enostavna, ko se pač deluješ, ko si znotraj prakse, vsebine, ne, stvari postajajo čedalje bolj medmedijske, ne, in težko, tako kot gospa rekla, težko je začrtati, gre samo za vizualno umetnost, gre samo za glasbo, stvari postajajo, mislim, je hibridna zadeva, ne. Tako da, predvsem se mi zdi pomembno, mi, ko delujemo pač s posamezniki, s kolektivi, z NGO in ostalimi javnimi zavodi, pomembno je, da se v bistvu, preden se prijavlja zadeva na razpis, da se pač najde načine, kako zadevo pravilno skomunicirati in najdeti partnerje in seveda zdaj, mislim, da je že v praksi na ministrstvu, da se tudi deluje dosti medresorsko, se pravi, da ko prijaviš nek projekt na vizualno umetnost, recimo, pa da je zadeva dosti da se nadgrajuje z neko intermedijo, recimo, da je smiselno, da se to tudi napiše v sami dokumentaciji, da obe strokovni žiriji mogoče ocenjuje ta projekt, da so priporočila iz obeh dejavnosti, skratka, da poskušaš čim bolj fokusirati vsebino, skomunicirati pravilno, da dejansko komisija, ki pač deluje na tem področju, vidi, da gre za recimo, obe dejavnosti in se potem skupaj odločajo, podpirajo projekt ali ne. Zelo, zelo je pomembno, da mi kot javni zavod, recimo, ko gremo kakšno koprodukcijo ali pa smo producenti, pa je koproducent na drugi strani, da so te zadeve jasne od samega začetka in je potem lažje to administracijo dokončati in seveda potem delati na vsebini, ne. Tako da se je hekati sistem, če sem lahko malo drzna, ne, ampak ta zadeva pač mora biti vsem po pravilih in zadeva se lahko na nek način potem tudi uspešno zaključi, ne. Je pa tukaj sistemsko seveda izzivi so veliki,
ampak tega ne bomo rešili danes, tudi ne letos, tako da treba pač te zadeve zelo počasi in seveda vsak na svojem področju se pač truditi, da zadeve probamo nekako balansirati, tako kot pač ministrstva in občine od zgori dol, pač scena od spodaj gor, nekje v teh sredinah se moramo pač srečevati, ne. In to so pač iz mojih izkušenj, to so te priložnosti, ki lahko mogoče skupaj pač korak za korakom je le to work in progress, ne. Kako bomo do nekih konkretnih sprememb prišli. Ne bo pa to, kar bi danes na jutri. Anela, če grem lahko kar naprej, da ne bo v bistvu danes na jutri, pač ja, stvari se nekako ne dogajajo danes na jutri. In tako na MOL-u kot na Ministrstvu za kulturo pač sta vzpostavljeni dialoški delovni skupini za nevladne organizacije in samozaposlene in že od 2008 v bistvu razpravljamo, kako dejansko vzpostaviti pač ta mehanizem podeljevanja sredstev, da bo dejansko odzivan na priložnosti, ki ga teren nudi. Teren po eni strani samozaposleni, po drugi strani, če izhajam iz mreže, v imenu kateri tudi sem, torej nevladnih organizacij. Recimo, če grem konkretno v to zakonodajo, obe sogovornici strani oblasti, če tako postavimo, sta povedali, da pač je sistem, trenuten sistem hermetično zaprt, kar verjamem povzroča veliko nevšečnosti tako na ravni Mestne občine Ljubljana, političnim odločevalcem kot javnim uslužbencem, kako tudi na ravni Ministrstva za kulturo, vendar predlogi, kako ta sistem dejansko odprt, obstajajo. Recimo razmisleki, če se navežem tudi na Evo, kjer je se posvetila pač problemu prekernega dela in če izhajamo v bistvu iz ene oblike prekernega dela, tudi ekonometrično dokazano status samozaposlenega v kulturi, ni nek spodbuden status za tiste, ki ga imajo, kljub temu, da morda v primerjavi z nekimi drugimi okolji zgleda pač, da je to privilegij, vendar tisti, ki živijo in delajo za javno dobro, vejo pač, da jim ne omogoča nekega preboja, kljub temu pač, da ideje, načini, metode, kako to narediti, obstaja. Tudi recimo uredbo samozaposlenih, vem, da imate vi na dnevni ravni ogromno nekih klicev, pa jaz ne najdem v specifikaciji poklicev, to, kar jaz počnem. In v bistvu gre za pač neke te mlade, nove prakse, ki pač se ne prepoznajo v obstoječi zakonodaji. In eden od razmislekov tudi na nivoju asociacije gre v smeri, ali zdaj drobiti in iskati, umeščati te nove poklice znotraj te sistema, ali biti dovolj drzen, pa si olajšati delo na nek način in reči, obstaja recimo en poklic samozaposlenega v kulturi in se pač vzpostavijo neki novi, drugačni kriteriji, kako se ocenjuje, ali je nek ustvarjalec si zasluži dobiti status z pravico plačila prispevkov. Eden od recimo stvari, o kateri že nekaj časa razmišljamo tudi z Ministrstvom za kulturo, je, kaj je sploh funkcija recimo cenzusa. Glede na to pač, da je celotni dogodek posvečen tudi temu iskanju neke poti med komercialno dejavnostjo in nekomercialno dejavnostjo v polju kulture. Cenzus vsekakor ni nekaj, kar v bistvu fiksira umetnike, ustvarjalce, da so, kot se temu reče, vrhunski reveži. Kljub temu pač, da imajo priložnosti narediti ta preboj, cenzus vseeno tako nekako postavlja v realno situacijo, ali se mi to splača in ne. In recimo tudi na tem nivoju
smo razmišljali o predlogih, da bi cenzus seveda vseeno obstal, vendar pa, da tisti, recimo, ki na letni ravni uspejo v določenem obdobju narediti nek tudi finančni preboj, da v bistvu se ta presežek dejansko, da si lahko plačujejo sami pač razliko višjih prispevkov, kot jih ministrstvo plačuje. Tako da recimo predlogi so tako na nivoju samozaposlenih, kot na nivoju recimo kako obstoječi mehanizem podeljevanja sredstev sprostiti na nek način in omogočiti, da se tisti, ki so vseh tem času tudi z javnim financiranjem uspeli se to profesionalizirati, izrasti, narediti korak naprej in tako sprostiti prostor znotraj kulturno-političnega sistema za neke nove iniciative, nove prakse in tudi tem dati priložnost, da se pokažejo. O modelih kako in kaj in primeri dobrih praks iz tujine mogoče lahko kasneje, da ne bom si preveč časa vzela za to problem. Mislim, da je tukaj gre najbrž za razmerje, kdaj je nekaj komercialnega tudi v javnem interesu, ker mislim, da glavno merilo za podeljevanje sredstev na določenih razpisih je kultura v javnem interesu. In jaz, ki izhajam bolj iz tega dediščinskega sektorja, vem, da je veliko ogorčenja sprožil recimo ravno ta komercialni vidik v nacionalnem programu za kulturo, ki je pač od muzejev pričakoval, da si določen del sredstev zaslužijo s komercialnimi dejavnostmi. Nekaj, kar naj bi bilo primarno namenjeno varovanju neke kulture, kulturne dediščine. Medtem ko se mi zdi, da ravno na polju kulturnih in kreativnih industrij, ki je v bistvu neka kultura za neke, tudi v neke profitne komercialne namene, je ravno to razmerje tisto, ki potem določene sektorje, posameznike, javne zavode hiter izključi iz nekih teh sistemskih podpor. Tukaj, jaz mislim, da treba biti previden. Na muzeji mislim, da mora biti tukaj kar pridni in tiho. Zato, ker ko bo dejansko prispevali svojim delom 30% celega obrata, takrat bojo perfektni in sploh. Tako da tukaj mislim, da ni. Muzeji pravzaprav morajo seveda tudi izvajati neko tržno dejavnost, če hočejo preživeti in če hočejo delati boljše programe. Kar pa ne pomeni, da gre to na račun njihove službe, to se pravi javne službe, za katero so plačani z javnimi sredstvi. To se pravi, to je treba razdeliti. Tako da tukaj muzeji mislim, da niso mogoče najboljši primer. Se mi zdi pa zelo tak izzivaln primer je pa že, ko smo na področju naprimer industrijskega oblikovanja in podobnih zadev, arhitekture, kjer so pravzaprav zadeve lahko zelo hitro mejne, ko seveda kdaj se začne stvar prodajati, tržiti in seveda je zadeva dejansko gre na trg in je pač nek produkt, ki je tržen in ima potem nek profit. In kdaj je ta zadeva seveda zanimiva za pač neko javnost, kulturo recimo v tem primeru, zato da se razvije nek projekt, se v njega vloži neka javna sredstva, da pride do nekega razvoja in se ga potem naprej trži. Se pravi, tukaj jaz vidim, da vsaj pri nas na mestu smo v tem imeli razmislek ravno in razgovore ravno takrat, ko smo se tudi pogovarjali o bodočem rogu, tudi o Roklebu, ki zdaj uspešno deluje. To se pravi, dokje so tista sredstva, ki jih lahko prispevamo za to, da bomo mi omogočili nek razvoj in pravzaprav, kje je tista zadeva, ki gre potem direktno na trg. Kako pa se to kaže v recimo nekih razpisih? Obstajajo razpisi za podporo pa takim projektom, ki imajo tržni potencial? Ne. No. In potem smo tukaj. In potem smo tukaj in ravno to je pravzaprav tudi mi moramo seveda biti zelo ustvarjalni, kot smo prej že pri kosilu omenila in ko smo govorili na začetku danes, pravzaprav najdemo neke poti, da lahko sploh pridemo do tega, da neko stvar podpremo. Pravzaprav ena od idej teh je bila tudi, da smo skozi projekt Second Chance prišli do Rokleba in Rokleb pravzaprav se financira na način, da je ustanoven pri javnem zavodu in skozi katerega pravzaprav lahko potekajo take dejavnosti. Drugač pravzaprav mi direktno ne moramo te zadeve sofinancirati. Seveda bi pa lahko, če bi seveda imeli možnost nekih razpisov, lahko tudi sodelujemo na nekih evropskih razpisih,
ki je pravzaprav smo pač partner in skupaj, ne vem, z še nekom peljemo neke projekte. Ne. Na ta način lahko, drugače pa teže. Tudi evropski razpisi, kolikor jaz poznam, so ravno za območje kreativnosti v bistvu doživeli največ kritik in največ premisleka ravno v tem. Ne? Ti v bistvu sofinanciraš raziskovalce ali ustvarjalce zato, da razvijajo en prototip, ki ga pa potem ne vem koliko let še ne smejo tržiti. Ne? In to je ravno to, ta meja se mi zdi, da se podpira se, dokler je to zastonj, ko gre pa to v neke to, da bi se dejansko lahko zavodi, posamezniki opolnomočili in postavili na lastne noge, se pa v bistvu ta podpora takoj ukine. Oni pa mogoče nimajo vedno sredstev ali pa volje ali pa zmožnosti, mogoče niti kadrovskih zmožnosti, da bi to lahko razvili na način, da bi bili samozadostni. Anila? Na nivoju asociacije že nekaj časa predlagamo, kako v bistvu rešiti ta problem, saj pilotno ga poskušati reševati. Ne? In to je, kar poznajo tudi v tujini, recimo Hrvatije, ne? Da se v bistvu financira oziroma zagotovijo določena sredstva za strukturno financiranje, kar pomeni, ne, da se zagotovijo določena sredstva za to, da lahko posamezniki imajo določeno obdobje plačo, da imajo prostor, ne, in dejansko, da lahko razmišljajo, kako te svoje produkte razviti in začeti računati iz letega. Tako da to je neki modeli, ki obstajajo in se vem, da je težko v trenutni situaciji razmišljati o njih, ko proračuni za kulturo se krčijo, vendar pa bi mogoče naredila tle en preskok, ne. Že parkrat je bilo omenjeno prečenju različnih področij, ne. Recimo kultura veliko prispeva, ne, kar se tudi bere v novi strategiji MOL, ki moram pohvaliti, da je korak naprej od vseh prejšnjih, tako da se bere, da kultura veliko prispeva k turističnemu razvoju in učinkov na področju turizma, ne. Kot veste, smo pa že večkrat tudi na MOL-u opozarjali, da se kulturni akterji, producenti marsikdaj počutijo, kot da so instrumentalizirani za neke druge cilje. Ne? In če bi se recimo, tako kot je v Berlinu, ne, ko so uspeli se spogajati neodvisni ustvarjalci z mestno občino, da v redu, če prispevamo dejansko k boljšim rezultatom turizma v našem mestu in kar pomeni posledično, to se šteje na način, da je več turistov, posledično je plačanih več taks, da saj iz tega naslova potem dobimo nazaj znotraj v kulturo določena sredstva, ki so bila investirana v razvoj tudi turizma in da turizem dober špila, po domače povedano. Tukaj bi mogoče jaz povedala, da je bil ta poskus narejen še preden pravzaprav je hrvaški model zaživel. Je bil poskus narejen na primeru zakona o varstvu kulturne dediščine, takrat ga je, mislim, pripravljala dr. Jelka Pirković, ravno na tem modelu, ki ga zdaj Hrvaška ima, da se seveda tak in tak procent od turizma seveda nameni potem za obnovo kulturnih spomenikov in iz tega oni obnavljajo ogromno in delajo velike projekte in tako naprej. Pri nas seveda ni šel sposobno na Ministrstvu za finance in na vladi, ker seveda se je zadeva absolutno ustavila in ni bilo govora o tem, da bi seveda šli v take strukturne spremembe. In tukaj imamo mi stalen problem, pa mislim, da sem tlele najstarejša, ampak jaz vam povem, od začetka, kar delam, se stalno ustavimo na isti točki, ko seveda so vsi predlogi narejeni, vsi se zmenimo in potem seveda se zadeva ustavi na Ministrstvu za finance. A tudi dejansko ti neki, glede na to, da smo recimo v neodvisni sceni zelo dobro opravljamo svojo domačo nalogo in smo nekako ponotranili tudi ta ekonomicistični diskurs in da v bistvu znamo dejansko tudi ovrednotiti, kakšna je dodana vrednost oziroma koliko več denarja uspemo pridobiti s tem, ko država ali mestna občina financira neke javne kulturne programe, ne vem, tako horizontalno recimo, o čem govorimo na nivoju nevladnega sektorja, država da
horizontalno za nevladne organizacije za izvajanje programov in projektov 300 milijonov evrov. Ne? Od tega, zaradi tega nevladne organizacije uspejo preko različnih mednarodnih razpisov, tudi nekih tržnih dejavnosti, pripeljati dodatnih 500 milijonov evrov, je pa učinek na BDP 1,2 milijarde evra. Tudi na Ministrstvu za finance te številke ne špiljajo. Jaz mislim, da na vlado verjetno državna sekretarka takrat ne bi šla brez številk in brez analiz, ne? In na pogajanja. Sigurno ne bi šla brez tovrstnih številk, ampak jaz vam želim seveda, da ste naprej vztrajni in poskušate še, zato ker do strukturnih sprememb mora priti. Ker mi se lahko ustvarjamo in kombiniramo in iščemo pač neke niše, kako neke projekte speljati, zato da jih podpremo, zato da imajo neko malo možnost, da nekako zaživotarijo in poskušajo se neke stvari razvijati. Ampak če ne bo resnih strukturnih sprememb, se pa ne bo nič resno premaknilo naprej. Ker mi dejansko zdaj samo imamo obstoječe stanje, ki ga nekako zagotavljamo. Dobro, vse se lahko na mestu pohvalimo, da smo letos povečali denar za programski denar za nevladnike in tako naprej. Lahko se pohvalimo, v redu, pa tudi, da imamo skoraj 10% mestnega proračuna za kulturo. Tudi to se lahko pohvalimo, ampak to ni dovolj. To je še vedno zagotavljanje samo preživetja obstoječega stanja, ker tudi vemo, to se pravi tisto, kar mene pa najbolj boli v vsem sistemu, je to, da seveda na razpisih že 15 let, odkar obstajajo taki kot so, ker je ta zakonodaja zdaj stara 15 let ali pa 16 metka, ne, seveda se javljajo eni in isti in eni in isti dobivajo ves čas ta denar. In ni mladega pretoka, ni novega pretoka. In to je tukaj glavni problem. Ne? No, ampak tle smo zdaj na nivoju, ne, ali pa na polju, kjer lahko mi nekaj naredimo, ne? Ker tle nam Ministrstvo za finance nam ne govori, ne smete delati strukturnih sprememb. Ne? In sej pač ja, se strinjam, ne? Prišla je nova strategija, ne, mola ven, mehanizem podeljevanja, ne, je pa še vedno isti, ne? In se pogovarjamo, kaj že od 2008, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi se odprl ta, ne, sistem. Pa nismo, ne, tudi v našem dialogu prišli dlje, ne. Samo tako kot je, ne, vse strukturne spremembe, vse, kar se tudi pripravlja, tudi če imaš podprto z številkami, za tem, kako vpliva kultura na večji BDP, vedno pridemo na zaprta vrata pri financah. Ne. Nekako smo... Moramo iti, kako ne rečem, s tokom ostale zakonodaje in mi vsako zadevo, ki jo pripravljamo in vem, da mi na Ministrstvu za kulturo se trudimo, da bi prisluhnili tudi tem civilnim iniciativam in tako naprej in da že vidimo, da je določene stvari treba spremeniti. Je pa velik problem, da ko imaš idejo, da bi nekaj uredil v zakonodaji, v svoji specialni, ne, da dejansko naletiš na ovire, ki jih dajajo druge zakonodaje na drugih področjih in je zelo, zelo težko. Ne, tako da se soočamo z zakoni, s predlogi, ki smo jih pripravili že lani, pa jih dali v vladno proceduro, in ne pridemo naprej. Ne. To je tudi en izmed zakonov vlaganja v kulturo, zatem zakon o... Ne, zakon o vlaganjih v nujne programe za kulturo, kjer dejansko tudi z temi dokazovanji, kot si prej rekla, kaj vpliva kultura na gospodarstvo, nismo prišli skozi, in zakon še vedno stoji, imeli smo pa željo, da se vlaga vse v to kulturno infrastrukturo, v kulturne spomenike in tudi v javno kulturno infrastrukturo. Tako da... No, jaz mislim, da če gledamo mesto, največ, kar smo naredili ob obstoječi zakonodaji in pač situaciji, kakršna pač je pravzaprav to, kar smo naredili s povezovanjem, seveda še mnogo premalo. Ampak ravno s povezovanjem raznih inštitucij, se pravi sodelovanja med nami, tudi znotraj mestne uprave in seveda posledično bi bilo zelo dobro tudi z ministrstvom in ministrstva med sabo, seveda in s tem tukaj vidim pravzaprav eno
bistven premik, ki bi ga lahko naredili tudi na področju kulture. Ker seveda pri teh sistemskih rešitvah pridemo zelo težko skozi, z nekim povezovanjem pa vidim več možnosti te sinergije, skozi katero bi lahko pridobili tudi neka sredstva, tudi neke možnosti za neke določene programe, ki bi jih lahko peljali. In zagotovo je na mestu ena od zadev, na kateri smo naredili mnogo premalo, je ravno področje turizma, zato ker seveda smo tukaj imeli težave in upam, da jih bomo prešli, ker se pripravlja tudi nova strategija turizma na področju kulture. Tako da bomo tudi tukaj mogoče našli nekaj več poti in možnosti, to se pravi za nek razvoj nekih novih programov in podporo nekim novim projektom. Seveda, mi moramo dobiti svež denar. Mi ga iz budžeta na način, kakršen je, verjemite, ne bomo dobili, oziroma zelo težko. To so neka majhna nihanja. Treba je iskati neke druge možnosti. Mislim pa, da so ene možnosti pa najdel ravno recimo v Kinu Šiška, ki deluje kot javni zavod. Jaz sem, Pjera, ko sem se pripravila na to okroglo mizo, sem najdela en tvoj citat, ki se mi zdi tak ravno to, kako zdaj rešiti, oziroma kako ne popustiti in se ne obdati teh sistemskim omejitvam, te procesi so dolgotrajni, ampak kako jih presegati. Če bi sam prebrala, se mi zdi, da so se predvsem mladi, s katerimi jaz delam, ki delujejo na področju kreativnih industrij, sodobne umetnosti in tako naprej, da so nekako obupali nad sistemom, ki ne funkcionira tako, kot bi si želeli, so zavihali rokave in se lotili dela sami. Smo se lotili dela sami. In mislim, da Kino Šiška pa ima neke možnosti ali pa saj ideje in vizije, kako pa zdaj vzpostavljati neke nove modele delovanja in opolnomočevanja nekih kulturnih, umetniških akterjev. Mislim, mogoče prvo zdi pomembno, da kot posameznik deluješ znotraj neke institucije, da imaš to odgovornost, da deluješ seveda v javno dobro, si del javnega zavoda, mesto države, da se financirate za to. Meni v svojem delu je predvsem pomembno, da konstantno iščem dialog, da prihajam nasprot posameznikom in kolektivom, da Šiška nekako predstavlja politiko odprtih vrat. In tukaj se mi zdi, da lahko z enimi zelo malimi koraki narediš ogromno. In tukaj, ali to gre za enega artista, gre za eno društvo, ali gre za nek večji projekt, ki ga pač ali država ne financira več, ni pomembno. Pomembno je, da prepoznaš dobre vsebine, ki so v sklopu nekih programskih smernic in da jim daš priložnost. In tako, kaj recimo 3-4 leta nazaj do nas pristopil Slovenija Coworking ekipa, potrebovali so zelo malo. Tukaj šlo res za pomoč, prostorsko pomoč, malo tehnične pomoči, ampak mi smo v tisti fazi, ki smo lahko rekli ali pa ne. In tukaj zdaj ponovadi pride res do te odgovornosti, da je en posameznik, ki odločuje o teh zadevah in institucija, ampak stvari se lahko na zelo enostaven način rešuje naprej. In kaj je tem posameznikom, takrat ste bila samo Eva pa Luka, ampak jaz zdaj, ko pogledam nazaj, danes smo tukaj v Poligonu, Šiška bi lahko rekla, ne podpiramo, zaprti smo in tako naprej, ampak prišli bi do teh rezultatov, prepričana sem, mogoče malo kasneje, mogoče ne bi bili danes tukaj, kjer ste, na kakšni drugi lokaciji, ne vem, ampak meni se zdi pomembno, da če sem tukaj na tej funkciji, da lahko nekaj naredim, pa pridem nasprot dobrim zadevam, da se to omogoča. Tudi, če gre čez moj delovni čas, čez vse moje kompetence, da sem tukaj, da so ustvarjamo, da so bivamo in da premikamo stvari naprej. In Poligon je danes tukaj, kar je. Jaz ne sedim in mi je v neizmerno čas, da sem lahko tukaj. Mi smo naredili minimalno za to. Šiška ni trpela, smo mogli pač malo več mailov odpisati, se kdaj pogovoriti in tako naprej. Ampak rezultat je tukaj. In to je tak tipičen primer, kako lahko z zelo malim energetskim vložkom, z neko pripravljenostjo, da razmišljaš soorganizacijsko, da razmišljaš, da prihajaš nasproti. To je enostavno, to je pač... In ni tukaj samo ta primer. Teh primerov je na dnevni bazi ogromno. In se mi zdi, da smo prišli do točke, sistem mogoče ne funkcionira tako, kot si želimo, ampak znotraj tega sistema vseeno lahko opolnomočimo skupine,
gradimo naprej in smo zdaj na tej ključni točki, a bomo zadevo premaknili v to drugo fazo, ker mislim, da se je skupnost okrepila, v zadnjih letih jaz to zaznam. Zdaj to obdobje te pubertete pri nas in če bomo študentska leta prihajamo in da bomo doštudirali končno, ne? Ker Slovenija ima ogromen potencial, delajo se izjemne stvari, kreativnost je na višku, ampak zadeva ne pristopi do te tečke, da bi se samo financirala, da bi se samo tržila, da bi bili samo zadostni, da bi se zadeve krepile. Ne? In eden od projektov, recimo, ki ga lahko mogoče omenim, je Šiška že od samega začetka podpira zelo aktivno tudi aktualno likovno produkcijo avtorja mlajše generacije. Začeli smo s tem 6 let nazaj in mene srčno veseli, da so začeli tudi druga društva in javni zavodi v bistvu se ozirati v mlajše generacije. In to zdaj nekako se zadeva zelo lepo mreži. Mi gremo zdaj korak naprej, odpiramo prvo prodajno galerijo, ki bo namenjena avtorjem mlajše generacije v samem središču Ljubljane, kjer se bo v bistvu produkcijsko prihajali nasprot avtorjem, da se jim bo pač pomagali s produkcijskimi prostori, da se jim bo pač pomagali s prodajo umetniških del. Šiška bo od tega imela minimalno. Tukaj gre za to, da se more ta zadeva, vse te dobre stvari, ki se dogajajo, more tudi priti na trg, se more začeti prodajati. Avtorji more nekaj od tega imeti. Ne more to samo po stanovanjih, pač ne more to samo hraniti in da to ni pred očmi javnosti. Stvari morajo priti naprej in da bodo lahko oni živeli in da se bo ta krog začel počasi vrteti. In to je tudi del kulturnega turizma, ki se bo, upam, z novo strategijo, da se bodo zadeve tudi še v drugo smer naprej, seveda. Ampak delamo, pridni smo, ampak tukaj se pa zataknili, da enostavno ne pridemo do tega preskoka naprej. Da nismo na trgu, ne? Bo morda k temu preskoku pa vseeno pripomogel vaš novi projekt, velik Center za kreativnost? Ja, Center za kreativnost dejansko naj bi postal kot nek povezovalec med različnimi področji, ustvarjalnostjo, gospodarstvom, turizmom. Ta center je nekako namenjen vzpostavitvi te medsektorske interdisciplinarne platforme. Tam naj bi bili tudi projekti, ki bi bili naravnani v polnomočenju posameznikom, da lahko z tem svojim ustvarjalnim delom prinesejo neko dodano vrednost tako gospodarstvu kot turizmu. Sicer ta projekt je zdaj v pripravi, ni še potrjen, upamo, da bo čim prej. Se bo odvijal v okviru Malta in menimo, da bo vsekakor pripomogel k razvoju in pa distribuciji in tudi trženju produktov naših ustvarjalcev oziroma tistih, ki delajo v kulturno-kreativnem sektorju. Upamo na najboljše in da bo to ena izmed, kako se temu reče, dobrih praks čez nekaj časa. Ne. Najbrž ima pa tudi mesto s Centrom Rok neke te načrte, kako v bistvu tudi razvijati bolj te kreativne industrije, ki so bolj komercialno naravnane. No, mi smo pravzaprav s prvimi idejami, zamislimi začeli že pred 10 leti, pravzaprav, ko smo preusmerili idejo prenove tovarne Rog v pač nek drugačen center, ki ne bi bil namenjen kreativnosti, da tako rečem. Takrat pravzaprav smo izhajali iz podatkov in izhodišč, ki smo jih imeli tisti trenutek. Seveda je bilo treba v tistem trenutku relativno hitro reagirati, da smo seveda pridobili te prostore za neke nove in drugačne vsebine, kot so bile predvidene. Skozi leta seveda pa se je ta projekt zelo spreminjal, razvijal.
tako z enega vidika glede na ekonomsko situacijo, z drugega vidika tudi glede na razvoj, pravzaprav kako vsi ti administrativni postopki potekajo in kaj je vse potrebno za to, da prideš do nekega rezultata. Seveda zelo ključnega pomena pa je pri tem seveda bil tudi projekt, ki smo ga dobili podprtega z evropskimi sredstvi, to je bil Second Chance, skozi katerega smo upravili številne okrogle mize, debate, raziskave, pravzaprav analize, da se je pravzaprav naredila neka platforma, iz katere se je potem naprej izhajalo, kaj in na kakšen način pravzaprav ne bi ta prostor v bodoče funkcioniral. In meni je zelo hudo, ko poslušam ves čas po medijih eno in isto, pravzaprav tisto, kar je bilo pred 10 leti, kot da se med 10 let med tem ni nič spremenilo v programskih konceptih, kot da pravzaprav nismo 10 let podpirali neodvisne scene, tako rečem, v Rogu in seveda smo se tolerirali in se toleriramo. Nekateri projekti so bili celo tudi finančno podprti, tako da ni bilo tukaj nekih dilem, ampak ves čas z idejo seveda, da se potem ta prostor uredi, ker seveda se tudi more, ker je infrastruktura seveda v katastrofalni, je ni, no, tako rečem, ekološka bomba je tam in seveda te prostore moramo urediti kot dober gospodar in zato upam, no, da bo mečken s časom več pozitivne energije tudi usmerjene strani nevladnega sektorja, da tako rečem, in ljudi, ki okrog Roga k temu, da ta prostor uredimo zato, da bo to prostor nekega, kot smo danes veliko temu govorili, sodela in prostor, to se pravi za ljudi, ki rabijo nek prostor, kjer se lahko srečujejo, delajo, ker pride do neke komunikacije različnih strok, ker od vsega začetka in seveda z tem projektom, ki smo ga Second Chance še potem posebej razvili, pa je dejstvo, da želimo ta prostor imeti kot odprt prostor. Ne, da je to prostor za določenih nekaj skupin ljudi, ki bodo tam, se bodo usedla in bodo za zmeraj zasedla ta prostor. Se pravi, da je to odprt prostor, kjer se bojo lahko menjali in bo čim večji pretok ljudi, ki bojo tja prihajali, delali in seveda iskali neke nove izzive. Vprašanje je potem, zakaj Metelkova tako kot je. Metelkova, prej je bilo vprašanje, sem Metelkova je urejena. Metelkova še zdaj ni urejena, kar se tiče pogodbeno statusno, ni urejena, ker seveda zato tudi večkrat plačuje Mestna občina Ljubljana z inšpekcijskimi odločbami in podobnimi problemi. Vendar je to pravzaprav nek, da tako rečem, ratal statusni simbol in je tudi to nek nauk pravzaprav za začasno rabo, da tako rečem, kjer vemo, da se je tam usidrala pač neka generacija, ki pač deluje tam, je seveda tudi nek turistični brend, da ne rečem danes, absolutno, super Metelkova, samo ni pa to prostor, kjer bi lahko prihajali mladi in iskali seveda neke nove izzive, ker seveda jih ta prostor zavrača, ne? Ker ta prostor je že oblikovan in to ga je oblikovala neka generacija 90. No. In to je. In super, da je tako, kot je in seveda ga mesto podpira, ni pa to seveda tisto, ker bi bil to lahko nek razvojni prostor, kakšnega si želimo s centrom Roga. Tako da jaz upam, da se bojo tudi te trendi počasi spremenili, da bomo tudi našli neko normalno diskusijo z začasnimi uporabniki Roga in da bomo seveda nadaljevali projekte. Mislim, da ste zdaj izpostavili eno temeljno dilemo tako ustvarjalcev kot javnih zavodov, kot tudi recimo ustvarjalnega sektorja v drugem smislu, torej nekih raziskovalcev, tako kot sem jaz. Kako najti pravo razmerje med nekim sistemskim programskim financiranjem in nekim projektnim financiranjem, ki bi omogočalo razvoj nekih novih prebojnih idej, oblik kulture, znanosti ali kakorkoli. Ne? Ker se mi zdi, da če recimo ni nekih, ali pa če obstaja neke sistemske programske podpore, kot ste rekli na razpisih, za neke uveljavljene raziskovalce, kulturnike ali pa zavode recimo, ne? Da oni s tem komaj, ali pa samo določeni ljudje preživijo s tem
in oni nimajo nekih projektnih sredstev, ki bi jim pa omogočala še nekako drugo delovanje, morda se ukvarjajo bolj z administracijo, z nekim rednim delom, z nekim bolj mapiranjem stvari ali to, da deluje sploh ta zavod. Medtem ko pa te mladi so pa zaradi teh projektnih sredstev, ki so jim ali niso dostopna v vedno nekem prekernem položaju in praktično ne morejo vzpostaviti neke baze, na kateri bi oni sploh te probojne ideje lahko razvijali. A imate morda kakšne ideje, kako usklajevati neke te sistemske, stalne, bolj naravnane podpore z nekim projektnim? Ali kako to vpliva recimo na delovanje javnih zavodov, posameznikov, kako je s tem na ministrstvu, se razmišlja kaj o teh kategorijah in kako mesto praktično ima neke javne zavode, ki jih sistemsko podpira in kako potem je to usklajeno tudi z nekimi projektnimi sredstvi? To je zdaj vprašanje kompleksno za vse 4. No, če lahko kar pol nadaljujem. Je tako, mi imamo pravzaprav več tipov financiranja, kar se tiče tega, rečemo, ne projektnega, ampak programskega. Ne? Se pravi, od javnih zavodov, ki pač je nek ustaljen način po zakonodaji in to pač teče kot teče, s tem, da seveda je tudi v zadnjem času bilo na tem nivoju zelo veliko narejeno v smislu sodelovanja in povezovanja in novih vsebin, to se pravi, da se odpirajo naši javni zavodi tudi na odzven, ne, se pravi, ne delajo sami zase. To je ena zadeva. Potem imamo seveda programsko 5-letno sofinanciranje, kjer seveda znotraj tega imamo tudi društva oziroma nevladne organizacije, ki upravljajo za javno kulturno infrastrukturo in peljejo tam program. To je ena oblika, ki se je izkazala za zelo, zelo dobro in moram reči, je pa zmeraj tako malo, je treba imeti pa tudi srečne roke, da v določenem okolju z določenimi vsebinami pade zadeva na plodna tla in zaživi. Ne. Tako da zdaj imamo dejansko 2 izjemno kvalitetna taka upravljalca, kot sta Španski borci in Vodnikova domačija. Ne. In tukaj so načini financiranja zelo fleksibilni. Tukaj se da zelo veliko narediti. Čim pa ti preideš na zadevo, da je to direktno financirano iz države lokalne skupnosti, imaš pa ti tiste razpise in to je to. Ne? Zato tudi mislim, da bo ključno vprašanje ne to, kdo bo v rogu, pa kaj se bo delalo v rogu, ampak na kakšen način bomo našli sistem upravljanja celega tega obrata, ki se bo tam dogajal. To je ključno vprašanje, ne pa pravzaprav, kdo bo tam sedel in kdo ne bo. Tudi ministrstvo ima pri nas je v bistvu princip financiranja podoben, ne? Zdaj za javne zavode je takšen, kot je po zakonodaji, na podlagi zakonodaje se pač izdajajo enoletne odločbe o financiranju tekočega leta, medtem ko imamo razpise za programsko financiranje, kjer pa se sklepajo z nevladnimi organizacijami pogodbe o financiranju programa za več let. V bistvu to je večletno financiranje programa kot takega, kjer so od tistih stalnih stroškov do projektov. Ne. Imamo tudi pri projektnem financiranju enoletno projekte, kot tudi večletne projekte, ki pač trajajo neko daljše obdobje in pa razpise, ki so namenjeni avtorskim opusom, posameznikom, samozaposlenim. Moram reči, da tudi določene vsebine, ki jih podpiramo pri nevladnih organizacijah, je tudi tam del sredstev, gre za samozaposlene in tako naprej. To gre za nek tak preplet financiranja. Res pa je, da neposredno dodeljevanje sredstev pa ni možno. Ne? Lahko pa je ta primer, tako kot je tudi Meja predstavlja, da se da kakšno objekt v upravljanje, ki pa ga morajo tisti, ki ga imajo v upravljanju, pač zagotoviti polno izkoriščenost in v tistem segmentu tudi omogočiti drugim uporabo teh prostorov. Ne. Ni pa možnega tistega direktnega financiranja, ker pač moramo slediti transparentnosti in enakopravni obravnavi in da imajo vsi možne enak dostop. Tako kot je pa rekla Neja, da veliko teh programskih je pa neka stalnica že. Ne? Tako da
je res tisti novi, mlajši težje pridejo do teh programskih, je pa možnost, da ne na projektnih razpisih, ki pa jim tudi verjetno nekaj doprinese. Ne? Ni pa to tisto garancija, da bodo ves čas sofinancirani. Torej, to omogoča neke prebojne ideje ali ne? Takole, mogoče bi se malo podregala v obe sogovornici sta rekla, da pač so zelo hitro preskočile na pri javnih zavodih imamo stvari tako kot so in gremo naprej. Ne. V bistvu pač že Kino Šiška kot nek javni zavod ne kaže, da kljub temu da so javni zavod, ne, uspejo integrirati neke nove modele sodelovanja, komuniciranja in skupne produkcije, ne, z ostalimi akterji. Tako da in se v bistvu zelo veselimo tudi te razprave na nivoju Mestne občine Ljubljana, ko smo uspeli se v dialogu priprave strategije nove nekako osredotočiti v bistvu tudi na to relacijo, ne, sodelovanja javnih zavodov z nevladnimi organizacijami, ker je zdaj bil sistem takšen, da so nevladne organizacije morale trkati na vrata javnih zavodov in jih prositi, če bi jih vzeli, ne, karikiram zelo, no. Res, ja, zato, ker že kar nekaj let, že Mestni muzej dela že kar nekaj let razpise za nevladnike in tako naprej. Tako da tole res. Nekateri pa ne. Tako da v bistvu gre za to, da imajo nevladne organizacije znotraj razpisnih pogojev obvezno sodelovanje z javnimi zavodi, ne pa v drugo smer, ne, da bi javni zavodi morali vabiti nevladne organizacije in odpirati prostor za takšna sodelovanja. Ne. Hočem reči da na nekem sistemskem nivoju to ni, na sistemskem nivoju to ni urejeno, ne, in da bi bilo potrebno to, kar si omenila, ne, jasno opredeliti, kaj so neke relacije in odnosi, ko se gre v koprodukcijo, na kakšen način se gre in tako dalje. Tako da, je bilo pa tudi večkrat že omenjeno to, da imamo, ne, znotraj to blokado znotraj mehanizma podeljevanja sredstev, ki je konstantno eni in isti potem dobivajo. To verjetno dobivajo tisti, ki izkazujejo tudi neko kvaliteto svojega dela, ne? In je zdaj vprašanje, kaj tudi s temi narediti, ne? Ali je gospodarno preprosto ukiniti financiranje teh, ki so jih javna sredstva vsa ta leta spodbujala, da se razvijajo in ne izkazujejo neko vrhunskost, in se vrnem na začetek, kot sem rekla, da je ta sistem podeljevanja sredstev, ne, za neodvisno sceno zelo hermetičen in da ne prispeva niti za tiste, ki so se že razvili, da naredijo preskok, niti ne odpirajo možnosti za neke mlajše iniciative. Obstajajo neki modeli, ker v tujini, ker kot omenjeno, sredstva za kulturo so takšna, kakršna so, vendar obstajajo neke alternativne ideje. Recimo, par dni nazaj sem slišala za model social bonding, kjer v bistvu, ne vem, če poznate, ne bi se čisto opredelila, ker ne vem detaljno, kako zadeve potekajo, ampak gre dejansko za iniciativo države, da naveže stik z nekimi privatnimi investitorji za neke eksperimentalne projekte, ki bi potencialno se lahko razvili do točke, kjer bi se lahko samo prodajali. Je pa mehanizem takšen, da te privatne iniciative oziroma večje podjetja investirajo v ta eksperimentalno tvegan projekt, ki lahko na čemu se razvije ali pa se ne, v obliki obveznic, in v primeru da projekt uspe in se lahko začne na eni točki tržiti, država povrne te obveznice oziroma plača tem investitorjem, če pa ne, je to bil neko tveganje, ne, ki je jasno skomunicirano tudi vnaprej z investitorji. Tako da ideje so, ampak zdi se mi, da mičkar manjka poguma, pa mogoče ne poguma, mi se recimo zavedamo, da tudi na nivoju in MOL-a in MK-ja ta hiperbirokratizacija, nad katero jamramo tudi nevladniki, da se tiče potem na drugi strani tudi javnih uslužbencev, tako da in ljudi, ki upravljajo za kulturno politiko, ne. Tako da mislim, tlele smo lahko zavezniki in poskušamo narediti neke korake, ne, da
da se to nekako preseka. No, tako kot Mislim, upamo, no, da bo vse kak preboj naredil ta center za kreativnost s tem povezovanjem in vlaganjem v take produkte, ki bodo tudi tržno zanimivi in bodo tudi mednarodno v bistvu promovirali produkte naših ustvarjalcev in gospodarstva v enem. Tako da upamo, da bo vse tam nekaj korak naprej. Vera, prebojne ideje? Dodala, v bistvu evropske projekte oziroma financiranje, ne? To se mi zdi tudi zelo pomembno, seveda Šiški ne bi uspelo brez pomoči mestne občine, to je jasno, ker pač nek denar zagotovljen moraš imeti, da stvari lahko sploh prijavljaš. Septembra smo zaključili svoj drugi evropski projekt, trajal je 2 leti, v bistvu je šlo za promocijo mlade urbane kulture in znotraj tega smo imeli možnost vključevati skupnost in ostale posameznike in skupine, da so dobili neko možnost delovanja znotraj projekta za 2 leti. Ne. Zdaj čakamo na druge rezultate, ki bodo po moje zdaj v aprilu. Prijavili smo projekt, smo glavni koordinatorji, vrednost projekta 2 milijona in če dobimo ta projekt, to gre za 5-letni evropski projekt in seveda zopet bomo vključevali skupine, se pravi NGO-je, ustvarjalce in tako naprej. In to je pač ena od možnosti, kako lahko za neko določeno obdobje povabiš in nekako sobivaš. Ne? In šlo bo za 2 do 3 redne zaposlitve, kar je super, če dobimo projekt seveda, ampak hotela sem samo omeniti tudi možnost evropskih razpisov, da če dalje pač več možnosti. No, mi do mesto že veliko časa razmišljamo o tem, da je nekaj na tem treba narediti, zato ker je seveda popoln nesmisel, da če že naši javni zavodi ne morejo sami kandidirati na evropska sredstva, kako bojo potem nevladniki peljali z evropskimi sredstvi, ko vemo, da ne morejo noben zalagati. Nemogoče. Tako da končno smo zdaj v to strategijo dali sicer noter tudi nek začetek, nek koncept pravzaprav sofinanciranja tistih, ki pridejo do nekih evropskih projektov, zato da se jim seveda pomaga, da speljejo čim boljše ta projekt do konca. Seveda pa tudi tukaj bojo morali biti neke omejitve, neke usmeritve in neki koncepti, seveda v katero smer bodo to šle te zadeve in v letošnjem letu naj bi pravzaprav pripravili neke osnovne koncepte in kriterije in jaz upam, da boste prav v nevladnem sektorju seveda imeli tukaj številne pobude in ideje, v katero smer pravzaprav ne grejo ta sofinanciranja za to, da seveda se čim bolj odpre možnost nekih programskih financiranj. Mi to vstopamo šele potem, ko so že uspešni na razpisih, ampak v okviru danih možnosti, sredstev in pa kar smo lahko spravili tudi sistemsko v zakonodajo, je bilo pač v tistem trenutku edino mogoče, no? Ampak nekaj smo doprinesli tudi temu. Težava je, ker dejansko je veliko, da moraš, 70% denarja zagotoviti vnaprej, skratka, dokazovati moraš pač finančno stanje in verjamem, da za neke nevladnike oziroma posameznike je to izjemno težko. Ne? Šiška si to na nek način lahko privošči, ker pač planira naprej, se prijavlja na programske razpise in tako naprej in je zadeva lažja. Ne? Za nekoga, ki pa na letni ravni dobi 2000 evrov za nek projekt, za izvedbo je pa skoraj nemogoče zadevo potrditi. Mislim, te neke prebojne zgodbe se zgodijo samo, če je financiranje trajno, kvazi trajno in stabilno. Ne? Tako da v bistvu večinoma vse organizacije, ki so programsko financiranje, pa mogoče kolegica iz tega lahko poprav, pač kandidirajo na ta eden večjih, edini resen razpis na evropski ravni, Creative Europe, tako. In pač preko tega dejansko lahko zagotavljajo to dofinanciranje. Tako da nekih resnih prebojnih zgodb in iskanja dodatnih sredstev za financiranje tudi javnega dobrega, lokalno ali pa nacionalno se gremo samo, če pride tudi spodbuda resna z druge strani. Ja, da se v bistvu razmišlja o partnerstvu mogoče, da Šiška in recimo neko društvo skupaj prijavljate zgodbo. To se mi zdi taki smiselni premiki naprej.
Ena od zadev, ki pa mesto seveda ima možnost in tukaj mislim, da je kar veliko narejeno, imamo pa še ogromno težav, pa so seveda prostori, ki jih nudimo za posameznike, društva in seveda razne organizacije, da v skladu z ZUJK-om imajo pač nek prostor, za katerega plačujejo dejansko samo stroške pač obratovanja. Gre za seveda preko 100 prostorov tovrstnih v Ljubljani, ki se jih oddaja in z zakonodajo, kakršno imamo, to Metka še posebej ve, imamo strašne težave, zato ker seveda nam pravne službe ves čas dopovedujejo, da ne moramo da so pač pogodbe za določen čas, to je dejstvo, vendar da ne moramo niti podaljševati in da seveda morajo zadeva iti ves čas na javni razpis in da gre ves čas, mora biti tukaj selitev narodov med prostori in seveda bolj, kot ti dopoveduješ to nekemu sistemu, manj te razume, ne? In potem tukaj tudi iščemo seveda neke nove neke iznajdljivosti, da tako rečem, kako prideti do tega, da seveda ljudem zagotavljati neko stabilnost v prostorih, v katerih ustvarjajo. In eden od teh zadev, seveda od projektov, ki jih pa imamo na mestu, je tudi, da zagotovimo nove prostore, ker seveda je večina teh prostorov takih, da gre za tiste, ki jih trg ki tržno niso zanimivi in seveda le na tak način lahko na kulturi seveda te prostore pridobimo, zato da jih potem oddamo nekim zainteresiranim. Tako da zdaj trenutno obnavljamo švicarijo, kjer bo namenjena predvsem vizualnim umetnikom, kot delovni prostori, seveda pa v nadaljevanju računamo seveda tudi na Center Rokno, ki bo pa namenjen seveda širši kulturi in raznim dejavnostim, seveda, ki so pomembne za razvoj mesta. Tako da to je seveda ena od možnosti, ki pa jih mesto dejansko ima, medtem ko pač država nima neke infrastrukture, ki bi jo lahko zagotavljala. No. Tako da tukaj so še nekaj. V bistvu, kar se tiče teh zakonskih stvari, to ni nekaj, kar nam Ministrstvo za finance diktira, pač to so stvari, ki so rešljive, ne? Če jaz prav razumem. Ne? Ja, ko se pripravlja zakon, Ministrstvo za finance nima vpliva, dokler ni medresorskega usklajevanja. Ko je pa medresorsko usklajevanje, pa seveda vstopi za svojimi pogoji, mnenji, stališči, tako da morajo biti za to. Če ni nekih finančnih učinkov sprememb zakona, ne? Naredijo pa ogromno lahko spremembe v praksi. Ampak vsaka sprememba nekaj doprinese. Ne? Tako da, če ni finančnih posledic, načeloma Ministrstvo za finance nima pripomb. Ampak vedno v vsakem spremembah zakona se spreminjajo različni členi, ki so različne vsebine, ne? In če je samo en člen, ki je ima finančne posledice, ne, to vpliva potem na celoten predlog. Tako da nikoli pa ni sprememba samo enega člena. Ne. Tako da, vsekakor pa vedno iščemo rešitve, ki bi bile prijazne uporabnikom, če le pridemo potem preko medresorskega usklajevanja. Je pa to najbrž glede na to, da je ministrstvo relativno ustaljen toga inštitucija kot taka, seveda to najbrž težko in tudi za posameznike, tako za vas, ki delate, ki se trudite v tej smeri, enako težko kot pa za recimo tiste končne ciljne skupine, za katere delate, ki imajo pa prav tako občutek, da se za njih občasno ne dela dovolj. Ja, pač posamezniki nekako nimajo vpogleda v naše konkretno delo, v naše komuniciranje z drugimi ministrstvi. Glejte, to niso samo naši zakoni, tudi ko pride na ministrstvo, zakon z kateregakoli ministrstva ima lahko kakršnekoli posledice ali na samozaposlene, ali naš nevladni sektor, kakorkoli že. Ne. So zakoni mogoče, za katere
posamezniki pa naši niti ne vedo, ampak mi vedno iščemo rešitve in predlagamo rešitve, ki so v korist kulturi in pa seveda vsem, ki na tem polju delujejo. In ali je to, mislim, čist nek zakon, za katerega ne bi niti pomislil, da vpliva. In dejansko je, morate vedeti, da sistemski zakoni, ko urejajo neko področje, ne vidijo samo naših samozaposlenih, ki jih je 2500 napram samozaposlenih, ki jih je ogromna številka. In dejansko, ker mi želimo neko izjemo za njih, podremo koncept za ostalih, tako da, ko pridemo, ne vem, na nevladne organizacije ali na postopek razpisov, je pač to le en delček celote je kultura, in je zelo težko. Včasih nam uspe, včasih nam deloma uspe, včasih pa žal ne. In fajn bi bilo, da bi bilo tudi pri drugih stvarih kultura celota celega sistema, ne? Ja, nekako bi mogoče mogla imeti kultura malo večji pomen pri sprejemanju vsakršnih koli, strategij, ne samo na področju kulture, ne vem, ko so se operativni programi, ko so se sprejemali, strategije razvoja, ne vem, kaj nacionalni razvojni programi, pač verjetno ima kultura malo premalo, pomena malo premalo prostora, ne gre se za to, ampak premali poudarek je, na Kje nas pa zmanjka, ker argumenti so na naši strani, tako... Jaz mislim, da je pa to ta temeljni problem, ker zdaj se v bistvu vse se gleda, če smo že ravno pri zeleni prestolnici, skozi trajnostni razvoj. In da je kultura sploh prišla v koncept trajnostnega razvoja, to se je zgodilo pravzaprav šele leta 2008. Saj so bile že prej razprave. Ampak če je šlo na neki načelni, konceptualni ravni trajnostnega razvoja za tako dolg proces, da se je kultura vnoter vključila, sklepam, da odmev te koncepcije, tega novega koncepta v nekih strategijah in dejansko ravnanih nekih institucij je pa še bolj dolgoročen, še bolj v bistvu je kaj treba počakati. Upam, da tole ni zaključek okrogle mize, ker tole čisto neč optimistično zveni. No, ampak mogoče iz tega stališča, da prišla je kultura v koncept trajnostnega razvoja, kar pomeni, da bo morda pa počasi prišla tudi v razvoj na splošno, tudi v smislu odločevalcev na različni ravni. In to je pa to, kar upam, da bo tudi recimo ta dialog, ki ste ga zdaj začeli vzpostavljati, ker se vse več se dela na neki tej participatorni ravni in da bojo to dejansko neke zdaj z rezervo mejemte neke skupnostne prakse, ko bo dejansko se to posvojil kot del nekega odločanja, da se participacija, da se vključuje različne deležnike, potem bo morda prišlo s časoma tudi do tega, da bo kultura postala dejansko središče razvoja, tako kot je zdaj o konceptu trajnostnega razvoja. Tako da jaz bi s tem zaključila, razen če je še kako morda vprašanje. Ja, da smo vprašanje. Prosim. Super, da ta participacija, pa to potem se nekako vesno na prve besede je Katič, da dejansko se vse konča, vsi predlogi dobri za strukturne spremembe se končajo pri finančnem ministrstvu. In potem me tudi zanima, recimo, če se neki nove projekte dela, center kreativnosti, center ali karkoli, če ne moramo teh strukturnih sprememb doseči, ima potem seveda finančne posledice, ker bo treba med različnimi ministrstvi pošerati in prešerati sredstva. Kakšno je pa lahko dolgoročen učinek takih projektov, ki so seveda super in super, da jih imamo, ampak če se strukturno stvari ne spremenijo, ki so prenastavljene za čas, ko ni bilo veliko nevladnih organizacij, ko ni bilo veliko samozaposlenih, ko ni bilo toliko prekernih delavcev, kako potem to nekako, kako bo to potem recimo en res delujoč sistem? In smo spet pri vprašanju trajnosti. Center za kreativnost, a ne? Enega političnega poguma, tudi ministra, ne?
Center za kreativnost je vsekakor koncept pripravljen v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo. Projekt bo financiran v obdobju 2016 do 2022 iz evropskih sredstev, katere smo pridobili, čeprav mi v kultura v operativnem programu kot taka ni prepoznana, se moramo vključevati v druge vsebine. Tako da ta projekt je mišljen tako, da se v tem obdobju postavi in pride do te ravni, da bo potem lahko naprej deloval brez teh sredstev. Torej, to je model za strukturne spremembe. To je model, je koncipiran kot tak, je model, je kar mogoče, verjetno za dosti dolgo obdobje, v katerem se bo lahko dobro razvil in da bo prišlo do takih rezultatov, ki bodo omogočale, da bo trajno deloval, ker v bistvu vsi projekti nekako naj bi bili trajnostno naravnani, ker je ena izmed kriterijev pri teh projektov tudi kako vplivajo na trajnost, na kakšno je trajnostni razvoj. Tako da jaz mislim, da tule moramo gledati pozitivno, delati z skupnimi močmi, tudi če bodo neke težave na začetku, ampak da bo to primer neke prakse in da bo to potem zaživelo. No, kar se tiče mesta pa seveda je tako, da pri Centru Rog predvsem si bomo prizadevali in želimo to, kar pač nastavlja tudi že Rog Lab, sodelovanje z različnimi inštitucijami in s tem posledično tudi seveda vnesli v ta prostor različne vsebine. Se pravi, da gre dejansko za prostor sodelovanja, kjer sodelovanje prineseš seveda tudi znotraj tega neko sofinanciranje. Dejstvo je, da brez sofinanciranja mesta ne bo šlo, to vemo, ampak tega se, mislim, da ne bojimo, glede na to, da smo bili sposobni ustanoviti nekaj javnih zavodov v zadnjem času, med drugim tudi Kino Šiška, se ne bojimo pravzaprav tudi nekega dodatnega vložka za to, da dobiš res zelo velik in dober rezultat. Vse bomo pa bazirali seveda absolutno na sodelovanju in na partnerstvu, absolutno seveda si želimo tudi partnerstvo z Ministrstvom za kulturo, kako se bo pa to razvijalo. Je pa odvisno od političnega poguma najbolj. Jaz mogoče sem eno zadevo na tej točki izpostavila, to, kar je bilo v prejšnjih razpravah, tako mi je bilo všeč v bistvu ta formulacija, ki jo Matjaž se mi zdi uporabil, ta prekerna vloga revitalizatorjev. V bistvu treba, ko mislimo vzpostavitev nekih večjih projektov, se veliko misli predvsem tako infrastrukturno. Marsikdaj nam pa zmanjka ta moment, kdo bo delal, kaj se bo delalo in ali imamo sredstva za to. Tako da je morda tale potencial za neko inovativno prakso pri teh novih projektih, ki se odpirajo, da se misli tudi v bistvu ta komponenta, da brez nekega stabilnega, dobro financiranih posameznikov, ki v bistvu na račun pač na svojih plečih peljejo naprej določene zadeve, pač to ni trajnostno, tako kratko povedano. Še Šera na zaključek? Kot Kino Šiška se mi zdi pomembno, da če pa le imamo mi to možnost, da pa investiramo v posameznike in dobre zgodbe. In to je ključno. Ko lahko inspiriraš in opolnomočiš nekoga, da deluje lahko še boljše, gre ta zgodba naprej. Na lokalni ravni, ker si poskusiš oblikovati mrežo in ta mreža bo rasla. Iz lokalnih bo šla nacionalno in pa naprej na mednarodne vode. Pomembno je, da inspiriramo in da podpiramo posameznike, ko oni so ti ambasadori naprej, ki bodo to mrežo potem gradili naprej. Tako kot je Eva, tako kot je Luka, tako kot ste, vsak na svojem področju pač gradi neke svoje satelite. In če bomo delali dobro, bi to čez par let bomo zrastali naprej, pripričana sem. In sistem ne bo mogel več pač nas ignorirati, ker vzpostavljamo usporednico temu, in zdaj pa kdo bo močnejši. In zdaj vi pa s to
Zelo pozitivno se mi zdi koncepcija, da vam zamisli o prihodnosti z neko vizijo. Bi pa dejansko zaključila to okroglo mizo. Hvala vsem sodelujočim, hvala gostom, ki ste vztrajali z nami in upamo, da se še kdaj srečamo v kakih konstruktivnih debatah. Hvala lepa.